VO2 max je v bistvu maksimalen prevzem kisika, se pravi, govorimo o količini kisika, ki ga je naše telo sposobno prevzeti. Velikokrat govorimo tudi o porabi kisika, ampak to v bistvu ni čist enaka stvar, tako da pač govorimo o prevzemu kisika, se pravi, sposobnost našega telesa prevzeti kisik iz okolice. Kaj nam pove? V bistvu vemo, da zato, da proizvajamo energijo oziroma da proizvajamo moč na kolesu, potrebujemo kisik in večkrat kisika lahko proizvedemo, več moči lahko proizvedemo. Kar pomeni, da tisti, kateri kolesari, športniki imajo višji prevzem kisika maksimalen, se pravi višji VO2 max, v teoriji lahko proizvajajo višje moči. Seveda pač to je zelo odvisno od športa do športa. V kolesarstvu je to eden, tako bomo rekli, zelo pomembnih parametrov. Ni pa seveda edini, ni tisti, ki določa, ali bo nekdo dober ali ne. Lahko damo čist primer. Eden izmed najvišjih zabeleženih VO2 maxov je bil pri kolesarju iz Švedske, mlad kolesar, Oskar Svensson, kjer so mu izmerili VO2 max 96 pa še malo. Ampak tega kolesarja danes več nikjer ne vidimo. Tekmuje zato, ker je imel relativno slabe kolesarske uspehe. No, VO2 max merimo v bistvu z mašino, ki pravimo v bistvu metabolic cart. Se pravi, mašina, kjer direktno merimo delno količino zraka in seveda tudi kisika, ki ga kolesar sprejme. To naredimo tako, da v bistvu naredimo obremenitveni test. Se pravi, začnemo z neko nizko intenzivnostjo in potem počasi stopnjujemo obremenitev, tako da v bistvu kolesarja pripeljemo praktično do onemoglosti, do utrujenosti in takrat tudi ponavadi izmerimo ta najvišji prevzem kisika. Test za sam maksimalen prevzem kisika traja ponavadi nekje med 10 in 15 minutami. Se pravi, moramo relativno hitro stopnjevati intenzivnost, zato da pač test ni predolg, ker potem pride prej do utrujenosti iz kakšnih drugih razlogov in ne dosežemo maksimalnega prevzema kisika. Zato tudi potem, ko delamo treninge, kjer želimo izboljšati maksimalen prevzem kisika, delamo trening v obliku nekih krajših intervalov, ki so dolgi od 2 do 10 minut. No, nekako med amaterskimi tekmovalci, se pravi, to so kolesarji, recimo, ki tekmujejo v nekem pokalu Slovenije oziroma tekmovanje tega ranga, vidimo vrednosti okoli 55 do 65 ml na kilogram na minuto prevzetega kisika. Amaterski oziroma rekreativni športniki so ponavadi nekje med 45 in 55. Seveda potem, ko gremo pa v profesionalen šport, se pravi, so najboljši športniki tega sveta, predvsem vzdržljivostni, pa so potem vrednosti od 65 gor. Čist primer, se pravi, Tadeja Pogačarja, njegov VO2 max se giblje okoli 90, Primož Roglič je trenutno verjetno kje okoli 85. Tako da tudi pravi, da kot nek pogoj za biti uspešen recimo v kolesarstvu je nekako vrednost 70 ml in više. HPC smo v bistvu združenje trenerjev, raziskovalcev, dietetikov, kjer delamo z predvsem vzdržljivostnimi športi. Se pravi, ukvarjamo se tako z treniranjem, svetovanjem in seveda zadnje 2 leti tudi s testiranjem teh športnikov. Sami smo tudi razvili nekaj izmed testnih protokolov, ki nam dajo res dober pogled v kolesarjevo sposobnost, dober pogled v njihove prednosti in slabosti in te tudi protokole že pač zelo dobro implementiramo v praksi, tako na amaterskem kot tudi na profesionalnem nivoju.